Lepo pozdravljeni. Odličnost je edina šansa za številne majhne narode, je nedavno ob prejemu velike nagrade odličnosti in mojstrstva 2022 dejal dr. Valentin Incko, upokojeni avstrijski diplomat slovenske narodnosti. Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine je na Otočcu pripravilo jubilejno 30. izdajo Foruma odličnosti in mojstrstva. Poglejmo, kako je bilo. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet ubran. V 30-letni zgodovini Foruma odličnosti in mojstrstva so organizatorji Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine veliko vlogo namenjali tudi odličnosti v umetnosti. Kot so zapisali v spremni besedi, so prišli do zaključka, da je ideal njihovega delovanja sejati, graditi ter uveljavljati odličnost in mojstrstvo na vseh nivojih. Na jubilejno 30. srečanje se tako pred dnevi na Dolenjsko prišli številni dosedanji prejemniki nagrade in posamezniki, ki svojim delom puščajo vidno sled na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem in umetniškem področju. To ni bilo enostavno začeti in potlej vztrajati 30 let. Mislim pa, da smo ta forum resnično sprejeli kot nekaj lepega, dobrega in potrebnega. Ker tukaj se je na teh forumih ne samo nekaj predavalo, ampak so se sprejeli tudi določeni sklepi, kako to odličnost ustvariti. In imamo veliko srečo, da smo to odličnost in mojstrstvo začeli na Dolenjskem, še dodaja. Jaz mislim, da največja dodana vrednost je ta, da smo uspeli tekom let razširiti teme in se vsakič prilagoditi tistemu, kar je trenutna problematika, in pa seveda vsaj v preteklosti je bila velika dodana vrednost to, da je bila to priložnost za druženje ljudi, ne samo ekonomistov, ampak ljudi iz različnih strok. Saj da je ob vsem, kar nas ogroža, potrebno odgovorno ravnanje vseh prebivalcev našega lepega planeta, še doda. Odličen je lahko vsak posameznik, z odličnostjo lahko začnemo pri otrocih. Jaz sem včasih rada rekla, da v službi se odličnost začne že s tem, da prihajaš točno v službo, da pokažeš interes za delo, da pri komunikaciji, da si spoštljiv pri komunikaciji, da si odziven. Tako da biti odličen morda je po eni strani težko, po drugi strani je pa ogromno majhnih korakov, ki jih lahko zmore vsak. Kar dokazuje letošnji nagrajenec, koroški Slovenec, upokojeni diplomat, dr. Valentin Incko, še poudari Bajčeva. In poglejte, kakšna velika osebnost je danes dobila to nagrado. On je 10 let pravzaprav vodil Bosno. Kako težko je te tri narodnosti med seboj povezovati, ampak on jih je. Slovenec, kot predstavnik Združenih narodov. In to je to. Mi imamo po svetu in doma velike Slovence in ti so nam lahko vzor mladim in starejšim. Prejemnik prestižne nagrade dr. Valentin Incko je v nagovoru izpostavil, da brez kakovosti uspeha ni mogoče doseči. No, jaz moram reči, da imam take izkušnje, jaz sem bil 47 let diplomat, ampak tudi kot manjšinec imam izkušnje, da je edini način, kako se lahko uveljavljaš, je seveda kvaliteta. In to mora tudi biti naša identiteta. Kvaliteta. Ker seveda je lepo, če si koroški Slovenec ali pa sploh Slovenec, če si Evropejec, ampak če nisi kvaliteten. Saj te ljudje tako tudi prepoznajo, še dodaja.
In to je pa velika šansa za male narode in ravno Slovenci imamo kar nekaj velikanov. Ne? Jaz bi začel v 15., 16., 17. stoletju, bi omenil Galusa, Dalmatina, neko 16. na svetu prevedel svetopismo. Ne? Seveda Dunajski pevčki, ki je ustanovil gospod Sladkonja, ne? Dunajski škof, in potem tudi današnji velikani, ne? Od Dončiča pa do skakavcev. Seveda ti si tu lahko dober človek, kvaliteten človek v eni majhni vasi, to ni dvoma, ne? In to je tudi važno, da imamo sploh take ljudi. Če pa hočeš na svetovni ravni izstopati, pa rabiš kvaliteto. Letošnji jubilejni forum je odličnost prepletal skozi 3 aktualne tematske sklope. Podnebne spremembe, ki zahtevajo nujna ukrepanja. Mi smo teh 30 let, če gledamo globalno, kar malo zamudili. Ne? Čas je bil, recimo, da bi se bolj intenzivno lotili podnebnega problema, zmanjšali emisije, pa tudi drugih okoljskih problemov. Ne? Ampak smo bili kar zaslepljeni za nekim gospodarskim napredkom, ne? Ki je sicer kazal se res v izboljšanju življenjskih razmer, ne? Istočasno je pa puščal za sabo opustošenje. Ne? In po 30 letih je čas, ne? Da se pa dejansko teh izzivov lotimo. Saj so podnebne spremembe nepovratne, zato jih moramo zgrabiti za roge, še opozarja Kajfež Bogatajeva. Če recimo vzamemo energijsko učinkovitost, manjšo rabo energije, ne? Tukaj ne gre samo, da bomo izpuste zmanjšali, bomo tudi recimo izboljšali kakovost zraka. Ne? Če gledamo recimo hrano, ne? Ki je danes tudi izjemno pomembna kategorija, ne? Manj zavržene hrane, recimo, to pomeni manj energije, manjši stroški, manj plodne zemlje, manj vode. Ne? Skratka, relativno preproste stvari, ki grejo v manjši materialni in energetski oziroma povečanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju, bi rekla, materialne proizvodnje. To so koraki, ki so preprosti, ne rabijo, rabijo pa seveda neko politično voljo, ne, ki mora posodelovati tukaj in pa mogoče tudi preusmeritev nekega gospodarskega modela, ki danes še vedno teži k rasti, profitu v mogoče bolj vzdržen način delovanja. Ekonomski in družbeni vplivi trajnosti so principi, na katerih v Krki že desetletja gradijo poslovno uspešnost. Prepričani so, da ni poslovne uspešnosti brez implementiranja trajnosti v poslovno strategijo. V Krki smo s pomočjo deležnikov opredelili 7 bistvenih trajnostnih tem za Krko in naj opredelim kot ključno kakovost izdelkov, dostopnost izdelkov, široka ponudba, zaposleni in seveda tudi družbeno odgovorno ravnanje. Skozi arheološko dediščino pa so Dolenjci že od nekdaj več kot odlični. Mi lahko prvo mojstrstvo na Dolenjskem in odličnost seveda najdemo že nekje v starejši železni dobi, torej v času, ko je Dolenjska cvetela in v času, ko je Dolenjska pravzaprav v evropskem merilu nekaj predstavljala. Ne vem, če bo še kdaj, oziroma če še kdaj je bila Dolenjska toliko evropsko pomembna, kot je bila tedaj. Seveda osnova je železova ruda, ki je tukaj kar v velikih količinah, železova ruda, ki so naši predniki oziroma predhodniki znali izkoristiti, torej izkopati, predelati v železo, prekovati v izdelke in se s temi izdelki vključiti v tedanjo trgovino. Druga zadeva, ki je pa pomembnejša, bi lahko rekli skoraj od tega, predvsem kar se tiče mojstrstva in odličnosti, to je pa izdelava steklenega nakita, torej domača izdelava steklenih jagod, s katerimi so seveda tudi kar v precejšnji meri zalagali evropsko tržišče, da tako rečemo. O abecedi vrednot odličnosti in mojstrstva kot nujnem izzivu pri obravnavanju podnebnih sprememb so razmišljali tudi udeleženci pogovora. Slišali smo 4 različne, v nekaterih točkah precej skupne poglede o prepletanju na osi: zrak, voda, zemlja in človek. Današnja dejanja, današnji odnos do zraka, recimo, ima posledice za ne eno generacijo, ampak mogoče lahko govorimo o 400 generacijah naprej. In ta odgovornost, mi velikokrat rečemo, ko vprašamo ljudi, kaj je pa vam najbolj pomembno, ja, otroci, najbolj računke, ne. Ja, a res, ne, a res, če se vprašam, ne, ker to, kar danes mi počnemo, pravzaprav njim jemljemo razmere, kakršne smo mi imeli za svoje življenje. Tako da te dolgoročnosti
se ne zavedamo, ne, da imajo posledice naša dejanja še daleč v prihodnost. Kot je zrak, ne, je globalna tudi voda, ne. Recimo, pravijo 3 do 5 dni zdrži človek brez vode, lahko, potem pa ne več, potem pač umre, ne, dočim pa umre šele po 3 mesecih brez hrane, maksimum je verjetno to, pa tudi zavisi kakor to, ne. Tako da je tudi to globalno, ne, in glih tako iz tega vidika, da je voda tudi nujna za življenje, ne. Mi imamo pa v Sloveniji, moram reči, ta trenutek odlične zemlje, res je kras, to je propustno, vendar ilovka, glina in vse te razen peska so izredno čistilno sposobne in absorbirajo marsikaj, kar nam ne bi bil pasalo. Pa bili smo zaostali in to je sedaj prednost. Če bi, ker zdaj proti Holandci hočejo pripraviti Evropsko unijo, da vsi zmanjšajo polovico gnojenja, polovico škropljenja, bi bilo potrebno, da se to zgodi na količine v zgodovini 50 let. In kar je v 50 letih nekdo zmetal v zemljo, to škodi. Pri nas smo na srečo tega malo, čeprav sedaj zadnje čase več, to je eden od problemov. Mi se v bistvu danes obnašamo do narave kot podivjani najstniki do svoje matere. Naši predniki so bili od nje odvisni kot od materinih prsi. Čas, ki prihaja, bo moral pa narediti to, da bomo postali ljubeči partnerji narave. Seveda pa zato ni dovolj, da na svojem ekološkem Titaniku zamenjamo plastične ležalnike z lesenimi in da začnemo te kotle, ki Titanik poganjajo tja, kamor veste, da je prišel, da bi te kotle napajali s biogorili. Ne, mi bomo morali to razkošno plovilo zamenjati za skromnejši dvojambornik in ta banket na Titaniku, ekološkem Titaniku, bomo morali nadomestiti s skromnejšo večerjo. In če smo televizijski utrip iz letošnjega jubilejnega 30. foruma odličnosti in mojstrstva pričeli z glasbeno odličnostjo, se spodobi, da tako tudi zaključimo. Hrmovje posekov, travice poživ, bom naredil stezdice, čir so včasih bile. Nadaljujemo v Posavju. Letos mineva 150 let od ustanovitve ene izmed 12 splošnih bolnišnic v Sloveniji, Splošne bolnišnice Brežice. Osrednja zdravstvena ustanova v Posavju v zadnjih 75 let opravlja zdravstvene storitve na sekundarni ravni z področja interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekologije in porodništva ter urgentne dejavnosti. Častitljiv jubilej so proslavili slavnostno akademijo v Posavskem muzeju Brežice. Gre za eno manjših splošnih bolnišnic v državi. Majhni sistemi, kot je naš, so ravno zaradi majhnosti okretnejši in hitreje prilagodljivi novim razmeram v okolju kot veliki in neokretni tankerji. Imajo seveda tudi svoje slabosti. Menim pa, da so mnoge bolj posledica sistemskih anomalij, do katerih je prišlo v zadnjih 30 letih in povzročajo težave ne le majhnim, kot smo mi. Najbolj pereča odstopanja se pojavljajo na področju kadrov. Mnogo zdravnikov v regiji in državi se ne vključuje v neprekinjeno zdravstveno varstvo. Posledično so obremenitve tistih, ki se, bistveno večje. Prav bi bilo, da se ta bremena enakomerno razporedijo na vse. Specializanti so premalo časa na kroženju v svoji matični ustanovi, oziroma nekateri sploh niso.
Zato je okrnjena pomoč specialistom v matičnem zavodu, ravno tako pa tudi njihovo poznavanje matične bolnišnice. Po drugi strani je v velikih sistemih specializantov preveč. Tudi tu bi bilo prav, da se specializanti bolj enakomerno porazdelijo, saj lahko bistveno prispevajo k boljši preskrbljenosti prebivalcev na periferiji. Pereča težava je tudi pomanjkanje kadra, ki mu ne morejo zagotoviti najboljših pogojev, da bi izbrali ravno njihovo bolnišnico. Posledice so, da si izvajalci različnih in znotraj istih nivojev krademo kadre in bolj kot ne premajhno odejo vlačimo z enega konca na drugega in poskušamo zagotavljati in zadovoljiti potrebe zdaj enega, zdaj drugega dela prebivalstva. Na boljšem so vedno tisti iz sredine. Večina s periferije pa je danes bolj, jutri malo manj podhranjena. Težave povzroča tudi poslovanje, saj cen zdravstvenih storitev ne določa izvajalec, temveč financer. Mnoge cene že dolgo ne odražajo dejanskih stroškov storitev. Preko Združenja zdravstvenih zavodov si zato prizadevamo za nujne sistemske spremembe, da bi v cene vključili stroške, ki jih po zakonu imamo. V cenah storitev bi se morale upoštevati vse spremembe v stroških za zaposlene, ki so posledica sprememb aneksov k kolektivnim pogodbam, ter višji materialni stroški, ki so posledica višanja cen energentov in materialov na trgu. S kakšnim trenutnim ukrepom vlade se sicer to zgodi, vendar pa bi to morala postati stalnica. Naloga bolnišnice ob ustanovitvi je bila premagovanje pogostih epidemij tifusa in črnih koz. Dobrih 40 let kasneje, v času Prve svetovne vojne, je bila zatočišče številnim ranjencem in je pomagala pri premagovanju tetanusa, ki se je razširil med vojaki. Med obema svetovnima vojnama je pomagala prebivalcem pri premagovanju španske gripe, tifusa in griže. Velik razmah je doživela po drugi svetovni vojni, ko so jo, glede na zdravstvene potrebe prebivalstva, nenehno širili in dograjevali. Zadnjega pol stoletja so bile kužne bolezni bolj kot ne zgodovina, dokler nismo v začetku leta 2020 dobili, spet iz Kitajske, nalezljivo virusno bolezen COVID-19. Niti v najbolj črnih sanjah si nismo predstavljali, da bi virus vplival na naše življenje tako močno. Zahodnjaki, ki smo z razvojem medicine, izkoriščenjem naravnih danosti in manj razvitih delov sveta postali v zadnjih 50 letih dolgoživa družba, družba obilja, ki se ukvarja s tegobami sodobnega časa, kot so debelost, zdolgočasenost, osamljenost in egoizem, ter modernimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, rak, smo si težko predstavljali, da nam bi prišla do živega primitivna virusna bolezen. Bolnišnica Brežice se je po besedah Hribarjeve tako še posebej izkazala med epidemijo. Ko je bila prepolna naša bolnišnica, smo lahko bolnike pošiljali na zdravljenje drugam. Skupaj s 14 drugimi bolnišnicami smo tvorili enovito bolnišnico. Seveda nismo zanemarili ostalih bolnikov, ki so potrebovali zdravljenje iz drugih razlogov. Zato so bile obremenitve zdravnikov, še posebej internistov in medicinskih sester, izjemne. Medoddelčna pomoč pri izmenjavi kadra je bila nujna, brez specializantov, ki so se vrnili iz svojih kroženj v drugih ustanovah in prevzeli del bremena, pa vsega dela ne bi mogli opraviti. Pritok pacientov v urgentni center se je občasno povečal tudi za 100%. Potrebe po sodelovanju in dobri opremljenosti bolnišnice se zavedajo tudi na resornem ministrstvu. Izzivov na področju zdravstva v Sloveniji je seveda ogromno. Zavedati se je potrebno, da bomo kakovost zdravstvenih storitev lahko dvignili samo skupnim in tvornim sodelovanjem prav vseh. Ministrstvo se seveda zaveda pomena investicije, zato je v zadnjih letih pristopilo k sofinanciranju prenove bolnišnične lekarne, uredilo več oddelkov in nabavilo posamezno bolnišnično opremo. Dobro sodelovanje zaznavajo tudi v okoliških domovih starejših občanov.
Z vidika naših stanovalcev v Domu starejših občanov Krško je bolnišnica Brežice neprecenljivega pomena, saj je naša najbližja bolnišnica in tudi z nami najbolj diha. Seveda vsa zahvala tudi bolnišnici Novo mesto in ostalim, ki skrbijo za vse naše stanovalce in za nas, kadar je to potreba, vendar mi iz našega okolja nekako gravitiramo na bolnišnico Brežice in veseli smo, da je vse več storitev, ki jih lahko tam tudi opravijo. Bolnišnica zgledno sodeluje tudi z različnimi društvi z področja skrbi in varovanja zdravja. Še kako pomembna je. Pomembna je za nas vse, za krajane, občane, za celo Posavje in seveda pomembno je, da ostane še naslednjih 150 let. Pomembna pa je tudi za širše lokalno okolje. Kot pred 150 letom se tudi v teh časih kaže, kako pomembna je bolnišnica kot regionalnega pomena. Dejstvo to se je pokazalo ob begunskih krizah, ob koroni, pa tudi seveda ob drugih nesrečah, ki se pojavljajo. Prav tako pa seveda pomembna za oskrbo, kajti treba povedati, da v Posavju je okoli 75.000 prebivalcev, zraven tega pa imamo tudi izjemno pomembne strateške objekte, za katere je potrebno tudi skrbeti. Zato seveda tudi smo zelo pozorni, ko se vsakih par let pride do kakšnih idej o kakšnem zmanjševanju oddelkov ali podobnega. Zato, da bi bila regija uspešna in funkcionalna v polni meri, seveda primerno življenjsko okolje tudi za naše občane, je zelo pomembno, da imamo tudi svojo regijsko bolnišnico. To, da je bolnišnica Brežice 150 let v svoji funkciji, samo dokazuje, da je dejansko tukaj zaželena, potrebna in da je prav, da obstaja tudi naprej, ne samo v tej funkcionalnosti, kot jo ima, ampak je potrebno še razvijati, predvsem v dobro naših občanov. In to je tisto, kar se mi zdi najpomembnejše. Seveda s tem, ko se razvija bolnišnica v tej smeri, se razvija seveda tudi za mestno občino Krško in ostale občine, ki so del naše regije Posavje. Ta bolnišnica, ki je državna bolnišnica, enaka vsem ostalim, nekako izpolnjuje potrebe Posavcev po zdravstveni oskrbi na sekundarni ravni in mislim, da jo dobro izpolnjuje in da je to priložnost in možnost, da je zdravstvena oskrba, bolnišnična zdravstvena oskrba tukaj na tako visoki ravni. Posodabljanje opreme in zdajšnjih prostorov v bolnišnici naj bi bila stalnica, pomoč pa bodo potrebovali pri 2 večjih projektih. Prva je nakup naprave za magnetno resonanco, ki je že v teku, druga pa je izgradnja novega objekta F in prenova naše stare dame, objekta A. Pričetek gradnje načrtujemo v prihodnjem letu, če bo uvrščena v načrt razvojnih programov Republike Slovenije. Na področju zdravstvenih programov pričakujemo od ustanovitelja in financerja, da nas bosta podprla v širitvi le-teh. Želimo si, da bi lahko na nekaterih področjih opravili več storitev, kot je naš sedanji pogodbeni program. V bližnji prihodnosti pa pridobili še program kardiološke rehabilitacije. Teženj po zaprtju oziroma krčenju je bilo v preteklosti namreč kar precej. Sam se spominjam, ko smo naprimer z kolegom magistrom Andrejem Vizjakom sklicovala nujno sejo glede tega, ko so hoteli ukiniti porodnišnico, potem so sam sklical sejo, ko so hoteli nekako dati splošne bolnišnice na prvi, na sekundarni nivo. Uspeli smo to preprečiti, tako da jaz osebno upam, da se bo splošna bolnica Brežice tudi v skladu z svojimi kadrovskimi in pa investicijskimi načrti bodoče še širila. Tako si v Brežicah želijo, da bi se v prihodnje z ustanoviteljem pogovarjali zgolj o širitvi zdravstvenih programov in ne, kot je bilo doslej stalna praksa, o zapiranju posameznih oddelkov. Začeli smo z odličnostjo in z njo tudi zaključujemo. Časopisna hiša Dnevnik je v podpori Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter Posavske gospodarske zbornice Krško v dvorani Univerze Novo mesto pripravil že 21. regijsko podelitev Gazela 2022. In kdo je tokrat prepričal komisijo? Katero podjetje je postalo letošnja Dolenjsko-Posavska Gazela? Izveste čez nekaj trenutkov. Za Dolenjsko-Posavsko Gazelo so bila nominirana podjetja Acer iz Novega mesta, CNC Boršnar iz Tržišča in Status iz Metlike.
Slednji so komisijo tudi najbolj prepričali in se ukitili z nazivom Dolenjsko-posavska gazela 2022. Priznanje sta prevzela prokuristka Ana Čulik in direktor podjetja Marko Čulik. In kaj je botrovalo njihovemu uspehu? Vztrajnost, dolga leta dela. Za sestro sva druga generacija v podjetju, smer je bila začrtana, odločila sva se za lastno blagovno znamko in se borila. Ne vem, skozi leta nekaj se je podjetje stabiliziralo, smo potrebovali nekaj časa, ampak danes je to. V podjetju razvijajo in proizvajajo gospodinjske pripomočke ter male gospodinjske aparate. Specializirani so za vakuumsko shranjevanje živil. 25-letno družinsko podjetje poganja poslanstvo, omogočiti ljudem, da lahko dobro hrano jedo dlje. Uresničujejo ga trajnostno uspešno, z neprestanim inoviranjem in strateškim partnerstvom s podjetjem Cvelink. In kakšni so občutki ob prejemu naziva gazela? Sem vesel, delamo dolgo, se trudimo, uspelo nam je nekaj dobrih let in očitno se je to prepoznalo in zato smo nagrajeni z priznanjem gazela. S čim pa je zmagovalna gazela prepričala metodološko ocenjevalno komisijo projekta Gazele? Beležijo v zadnjih 5 letih gazelje poskoke, tako z vidika prihodkov iz prodaje, ki so jih povečali krat 3-kratno, izjemno pa jim raste tudi dodana vrednost na zaposlenega, ki presega 92.000 evrov na zaposlenega, kar je praktično 2-kratnik slovenskega povprečja. Pri statusu Metlika se lepo vidi, kako se podjetju vrača vlaganje v blagovno znamko, se pravi v iskanje tega, kaj ustvarja vrednost za kupca. Saj v podjetju zagovarjajo idejo, da želijo narediti dobro vsem svojim uporabnikom, še dodaja. Drugi 2 nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili Acer Novo mesto in CNC Bošnar iz Tržišča. Jaz bi rekla, da je prišla dosti nepričakovano, ampak smo seveda zelo ponosni na to nominacijo, nam veliko pomeni. Pri nas pa se ukvarjamo s prostorskim načrtovanjem in pa s projektiranjem nizkih gradenj. Mislim, da smo na tem področju uspešni, delujemo po celotni Sloveniji. V bistvu sem zelo vesel, da sem bil opažen, ker je bilo kar nekaj let, da sem prišel sam do uspeha. Prava poteza je bila ta, da sem v bistvu delam tisto, kar želim, pa to je moja strast. Iz garaže smo nastali veliko podjetje. Projekt Gazela je izpostavil v spredje odlična, najhitreje rastoča in hkrati poslovno stabilna slovenska podjetja, ki premikajo meje. Lahko tudi z Gazelo iz Bele krajine dokazujemo ne samo Belokranjcem, ampak tudi širši Sloveniji, da je možno tudi v takih zahtevnih razmerah ob meji s Hrvaško imeti tako dobre v razvoj, raziskave, inovacije usmerjena podjetja, ki so uspešna na tujih trgih. Ja, jaz sem še posebej vesel, da prihaja nova generacija podjetnikov, ki bo tudi posavsko gospodarstvo peljalo naprej. Mi na zbornici to vrstne projekte podpiramo, sodelujemo, spodbujamo vse podjetje, da se odločijo, da se na to vrstne projekte ali nagrade prijavljajo. Seveda ključna nagrada pri nas je nagrada Gospodarske zbornice Slovenije, so pa zelo dobrodošle tudi nagrade z področja rasti, kot je Gazela, pa nagrade z področja inovativnosti, kjer smo ključni partner v regiji, tako da brez takih podjetij uspešnih zgodb ne bi bilo. 6 regijskih zmagovalnih gazel se bo v Ljubljani 26. oktobra pomerilo na izboru za naziv Zlata gazela 2022. Toliko smo strnili v tokratni oddaji. Hvala, ker nas spremljate. Gospodarske vsebine se lahko ogledate tudi na naši spletni strani. 3x2.vas.kanal, arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Nove vsebine so že v nastajanju, nasvidenje čez teden dni.